Janez, najlepša hvala za sprejem tu v pisarni poslanske skupine in hvala za tvoj čas. Ja, z veseljem, Mojca. Ti si vedno dobrodošla in z veseljem sem gost tvojega podcasta in pravzaprav sem jaz počaščen. Nov nastajajoči podcast, lahko gledamo tam. Danes vidimo vzdušje že božično, predbožično, adventno. Je to čas decembra, je to čas obdarovanja. Ti pa ne samo vem, da si zelo duhoven človek, ki obdaruje tudi nematerialno, pravzaprav cel čas, pa vendar kot bivši minister za delo, te tematike, socialne izključenosti, revščine, kje smo, kako smo? Ja, lep pozdrav vsem, ki to gledate. December je poseben mesec za številne najranljivejše, ki si jih izpostavlja Mojca. Je to lahko tudi najtežji mesec v letu in prvo, kar imam pred očmi, je to, da so številni osamljeni, zapuščeni, tudi tisti, ki so finančno šibkejši in tako naprej, lahko decembra v najtežjem položaju. Tako da najprej klic k temu ali pa povabilo k temu, da se spomnimo na te, ki so najranljivejši, ki pač ne zmorejo tempa z nami iz različnih takih ali drugačnih vzrokov. Drugič, če sem lahko malo oseben, Mojca, december je v naši družini poseben mesec, pravzaprav mesec veselja, ker imamo rojstne dneve kar 3 od 6 članov naše družine. No, bomo rekli, žena ima čist proti koncu novembra, ampak jo štejemo že skoraj decembra, ne? In potem 2 hčerki sta decembrski, pa jaz. To pomeni 3,5 imamo rojstne dneve in je kljub temu, da je advent, da se malo umirjamo, da smo v pričakovanju in takem iskanju budnosti, in delanju obračuna iztekajočega se leta, pa pričakovanju božiča, se mi zdi, da je pri nas eno tako pristno veselje. Praznujemo te rojstne dneve in res želimo za vsakega posebej, za vsako posebej to lepo praznovati, zato da ima vsak tudi občutek in dejansko, da je sprejet in da to ve, da vidi, da je zaželen in da smo srečni, ker smo skupaj. In tretje, tako si pa rekla, na državnem nivoju pa ni nič zmanjšanja tempa, če se samo osredotočimo na ta čas zdaj. Žal nekako spoznava tudi vladajoča politika, da novi sistem dolgotrajne oskrbe, ki je bil obljubljen, se spomnite, z zlatimi črkami in obljubljen kot nekaj najboljšega, če bomo rekli Mercedes v evropski primerjavi, na evropskem nivoju, zdaj vidimo, da ne funkcionira. Ta koalicija in levica žal ne zna upravljati s tem področjem, premalo je kadrov, tisti, ki so, izgorevajo, imajo prenizke plače, ne čutijo, da bi jim bilo priznano tisto dostojanstvo, ki jim gre, in da bi bilo njihovo delo, ki je pa požrtvovalno 24/7, 365 dni v letu, tudi med božičem, tudi med silvestrom in ko se drugi lahko zabavamo, družimo, veselimo ali pa gremo spat, oni skrbijo za najranljivejše. Tako da, recimo kot bivši minister, ki je s posebno pozornostjo svojo ekipo postavljal ta sistem dolgotrajne oskrbe, moram pa reči, da sem tu pa kar razočaran in žalosten, da se je tako razgradilo to področje, da pravzaprav ne moramo nič lepega najti v tem zaenkrat. Veliko dela bomo potrebovali, če bomo spet dobili priložnost biti v vladi. Tako da obeti so bolj kot ne zaenkrat še vedno skromni, ampak motivacija ti ne manjka. Ne, motivacija je ravno nasprotno. Vsaka ta, bomo rekli, napaka ali pa zabloda sedanje oblasti, ko vidim, da pravzaprav ni nobene operativnosti, ko se ne odzivajo na najbolj urgentne prošnje in klice po pomoči iz strani domov za starejše, CUDV-jev in tako naprej, VDC-jev in tako naprej, me še bolj motivira k temu, da predstavim ljudem, da mi imamo pa ne samo najboljši program, tudi za to področje, skupaj sva ga pisala, socialni program NSI z naslovom NSI za vsakega in za vse. Imamo tudi zelo dobre ekipe, ki so sposobne ta program tudi izvesti, torej smo operativni in mene to še bolj motivira. Ko vidim, kakšne zablode
kaj se dogaja, oziroma koliko stvari se ne dogaja, pa bi se morale dogajati. Ne. Potem sem še bolj motiviran za politično delo, seveda je pa to v rokah ljudi. Ne. A bomo uspeli to tako predstaviti, da bojo tudi izbrali nas. Ravno to, ti si človek ljudi. Vedno, ko sem bila s tabo po terenu, tudi ko smo delali v pisarnah, smo imeli ves čas stik z ljudmi, ne glede na to, da je bilo to med pandemijo. Tako je tudi še sedaj. Kje je tista največja vrednost tvojega dela v politiki v povezavi s temi stiki? Mene to navdihuje, meni to daje energijo. Hvala Bogu, to se imam za zahvaliti mami pa očetu, rodil s tem občutkom empatije in tudi mogoče malo bolj razvitim čutom za sočloveka, srčno kulturo, če hočete, in mi to veliko pomeni. Meni to v profesionalnih in zasebnih odnosih tudi mi je najvišja prioriteta, zato sem pravzaprav vedno, kako bi temu rekli, skoraj se mi milo stori, ko pridem med te najranljivejše, ko vidim, kako so pristni, kako oni znajo ceniti vse, na kar smo se mi že mogoče malo preveč navadili, vse obdobje in tako naprej, ki nas dela potem tudi manj človeške. In to, iz tega jaz dobim motivacijo, da pač nikoli, to je pa zdaj moj politični slogan, nikoli ne smeš reči, da se nekaj ne da. To pa je že moja izkušnja zdaj tudi, na različnih ravneh, kjer sem delal, kadarkoli v življenju, vedno se da. Če se hoče, se da. Star slovenski pregovor pravi, kjer je volja, tam je pot. In mi smo dolžni pravzaprav na vsakem mestu, kjer smo, ali smo, ne vem, snažilka, ali smo učitelj, ali smo voznik, profesionalni voznik, ali smo, ne vem, zdaj v mojem primeru poslanec, ali prej, ko sem bil minister, smo dolžni narediti vse, kar je v naši moči, da pač izboljšujemo stvari za naše ljudi. In to, da se z njimi srečujem, da jih znam poslušati, to jim veliko pomeni. In potem jaz veliko več dobim od njih, kot pa oni od mene. Pa še nekaj sem opazil, vedno, ko smo uspeli kaj premakniti, ko smo kako zadevo rešili, tako naprej, ni jih bilo malo, in še zdaj se ljudje zelo zahvaljujejo. Hvala, da ste to zrihtali, res hvala vam in tako naprej. Jaz moram reči, da sem malo presunjen, kako se je v preteklih desetletjih ta kultura prošenja pa zahvale malo izrodila v politiki. Ker to je dolžnost naša. Jaz to ljudem rečem, ne se zahvaljati, ker to je naša dolžnost, da mi to delamo. Ne pa, da morate vi zdaj prositi 20 let, pol se pa premakne, pol pa večna hvaleža. Vse je lepo, da znajo ljudje to tudi vrednotiti, se ti zahvaliti. Ampak to je razlika, tudi vidim, med politiki, bomo rekli, drugih strank, predvsem tudi leve provenience. Veliko jih je treba prositi, da se potem malo naredi, pa se potem za tisto večno zahvaljuje, pričakujejo zahvalo. Se mi zdi pa, da politiki Nove Slovenije pa res iskreno delamo, čisto kot našo dolžnost. V službi ljudi. Tako, ja. Za njihov boljši jutri. In če vemo, bliža se konec leta, omeni vsi, motivacijo imaš, kje so še tisti načrti, projekti, vsebine, da bi naši ljudje boljše živeli? Ja, zdaj tu imamo čisto konkretno, ker si me vprašala, kar nekaj načrtov. Mi smo zdaj zelo, zelo osredotočeni na to, da bi se popravil zdravstveni sistem, predvsem, da bi se povečala dostopnost do zdravnika. Vidimo, da je katastrofa, izkušamo, da je katastrofa, ko ljudje potrebujejo zdravniško pomoč, pravzaprav zelo težko pridejo do svojega osebnega zdravnika na primarni ravni. Pa to niso toliko zdravniki krivi, ampak prvič zgrešen sistem, tudi zgrešeno vodenje ali pa menedžiranje zdravstvenih zavodov, in drugič ta vlada, ki pravzaprav bije vojno proti zdravnikom, namesto da bi si dala za cilj, da pomaga vsakemu bolniku, da lahko čim prej pride do storitve ali pa pomoči pri svoji bolezni. Edina stvar, ki še nekako, kolikor to funkcionira, so urgence, ampak tudi urgence se bojo žal po vseh napovedih in po izkušnjah sesule, ker bojo tam zdravniki in zdravnice izgoreli, ker zdaj
že v času, torej v delovnem času ordinacij, zaradi preobremenjenosti nekatere sestre, zdravniki, timi usmerjajo ljudi, pojte kar na urgenco, boste prej dobili pomoč, kot pa pri nas. Ne? In zdaj gre vse na urgenco, med vikendi tako ali tako, tam bojo ljudje tudi izgoreli in si ne upam pomisliti, kakšne so lahko posledice. Pa nisem pristaš nekih katastrofičnih napovedi in tako naprej, ampak tu res ne razumemo v Novi Sloveniji, tudi v poslanski, tu kjer sva danes te vlade, da namesto, da bi to začela reševati, da bi sprejela dobre predloge, naše ali pa katere druge, da bi se stanje vsaj začelo reševati, ne? Da bi se čakalne vrste začele krajšati. Ne, oni grejo z nekimi, bomo rekli, poskusi, jaz bom rekel, kar prevare ljudi, ker so pač samo spremenili dolžino trajanja napotnice zelo nujno. Če je bila prej, ne vem, bom rekel tak, če je bila prej 20 dni, so jo sam podaljšali na 35 dni, razumete, in s tem so rekli, ja, smo skrajšali čakalne vrste. Ali pa, ne vem, slavna izjava Roberta Goloba, ki je tako znan potem, da mal ne premisli pred kaj reče ne, sej ni dolgih čakalnih vrst, samo veliko ljudi je v čakalnih vrstah. In pol noben ne razume. Torej, da skrajšam, zelo smo osredotočeni na to in sicer mi verjamemo v to, da za tiste, ki čakajo nedopustno dolgo, pač je treba vključiti vse možne izvajalce, ne glede na to, kak status imajo. Zato, ker če ti čakaš nedopustno dolgo, ne vem, na operacijo kolka ali pa hrbtenice, ti si tak ali tak te ni v službi, bolniško ti morajo splačevati, tvoje stanje se slabše, ker se ne moreš gibati, ker ne moreš kondicije ohranjati in tako naprej, še posebej, če si v kakih mal starejših letih, tam je treba dati možnost, da si človek sam izbere izvajalca in da Zavod za zdravstveno zavarovanje to plača. Zato, ker si že itak čakal nedopustno dolgo in ti to pripada. In dokler tega ne bomo rešili, ne bomo začeli reševati čakalnih vrst, potem pa tudi organizacija ljudi in denarja v zdravstvu. Ta vlada dela to vse socialistično, plansko, še bolj rigidno, žal, napačno smer. Spomnim samo na dopolnilni zdravstveni prispevek, ki je zdaj obvezni, neto plače so še znižali, poleg višjih davkov in prispevkov naprej. Zdaj bodo dolgotrajno oskrbo, nov prispevek, drugo leto in ljudje spet mogoče pričakujejo, da bojo iz tega dobili dolgotrajno oskrbo. Ne, figo, oprosti, da sem malo bolj tak, ampak to bo spet samo pravica do čakalne vrste za dolgotrajno oskrbo. Torej, nič se ne spremeni, zvišujejo se davki. Še celo v nasprotno smer gre, poslabšuje se. Za ljudi se pa ne poskrbi. Več denarja se jim jemlje, obremenjuje se jih z birokracijo, tudi zdravnike in medicinske sestre in čakalne vrste se pa daljšajo. Ne razumejo, da je treba stvari odpreti in dati možnost malo več izbere bolniku, ki mora biti osrednja figura zdravstvenega sistema. Njemu mora biti vse prilagojeno, da čim prej pride do storitve. To je naš glavni fokus zdaj, ko si me že izvala. Drugače pa, ja, boj za, bomo rekli, položaj mladih, ampak iskreni boj. Jaz si upam, oprosti mi, ker te bom tako izpostavil pred gledalci, ampak jaz si upam, recimo, če imam tebe v ekipi ali pa najino, recimo, ekipo, s katero smo, lahko rečem, prenesli evropskega in proračunskega denarja v gradnjo domov za starejše, toliko prej ne 20 let, in to s ponosom povem, smo sposobni zagnati eno res pravo gradnjo stanovanj za trg, za mlade, za aktivno populacijo, za starejše smo zdaj že poskrbeli, tam je treba zdaj bolj kader dobiti, da bojo imeli podporo v jeseni svojega življenja. Mi se bomo pa osredotočili na to, da je treba zagnati stanovanjsko gradnjo ali spodbuditi privatno, olajšati davke, birokracijo, zemljišča sprostiti in na drugi strani za aktivno populacijo, ki ima velike težave, ker pač ni razvit najemniški trg, z različnimi ukrepi se dela še bolj rigiden in levica gre spet z omejevanjem in s prepovedjo, mi pa verjamemo in vemo, da se da z davčnimi olajšavami in stimulacijami marsikaj drugega doseči. In to smo sposobni narediti in bomo tudi naredili, ne samo tako kot sedanja vlada, ki so obljubljali 20-30 tisoč stanovanj, mi nimamo še niti pol seja od teh stanovanj, kaj šele, da bi bilo kaj zgrajeno. Drugače pa je naša prioriteta tudi ena pravična solidarnost, torej proti zlorabam,
socialnih pomoči in družinskih transferov, a ne. Kajti to so namenjene ranljivim in pa družinam in ta pomoč mora do njih priti, do tistih, ki jih rabijo za namen, za katerega so dane, a ne. Preveč je zlorab, preveč je tudi tega, da recimo nekateri starši, to je znano, predvsem v jugovzhodni Sloveniji, ne pošiljajo svojih otrok v šole in ne omogočajo te njihove osnovne otrokove pravice in proti temu se mi borimo, a ne. Hkrati smo se tudi želeli odzvati in se še odzivamo na ta pojav mladostniškega, medvrstniškega nasilja, a ne. To je zelo velik problem v nekaterih delih Slovenije in gremo naprej pač v tej smeri. Ključno je pa tudi, da bo potrebno dohodninsko reformo, ko bomo spet na vladi, spremeniti, jo narediti nazaj v smeri, kot smo si jo zamislili 2 leti nazaj. Razbremenjevati davčno in prispevčno plače, narediti dobre olajšave, splošno olajšavo dvigniti, to pomeni višje neto plače za vse, brez administriranja, ne. In se mi zdi, da če bomo sledili temu svojemu načrtu, smo na dobri poti. Torej, ena vizija in tudi konkretni načrti, konkretni programi, že postavljene ekipe za neko bolj dinamično življenje, v katerem je poskrbljeno za vse, resnično vse člane družbe. Ja, pravzaprav je ključno to, da je politika v službi, prej si rekla, ne, mora služiti ljudem. Služiti mora temu, da družba čim bolje funkcionira. In če mi to iskreno mislimo, smo dolžni, ko pridemo na položaj, kjer imamo vzvode, kjer imamo moč, in če si v vladi, jo imaš, verjemte, da potem greš nasproti ljudem in začneš odpravljati zablode in napake in predvsem poskrbiš, da ljudje čim bolj lahko dihajo z polnimi pljuči, pa bojo potem razvijali svoje poslovne ideje, pa si bojo ustvarjali dom, ko bojo dobili službo, si bojo postavili, ustvarili dom, družino si ustvarili in tako naprej. In to si želimo, da bi jih čim več to delalo v Sloveniji, a ne? Ne pa, da se izšolajo tukaj, država veliko vloži, potem pa grejo v iskanju za boljše možnosti, ker predvsem za možnosti gre, a ne? V tujini in to je škoda. Vsak, ki gre, je izguba, večkratna izguba za našo skupnost. Tako da na nek način moramo poskrbeti za to, da bo tu nek pravičen red, vzpostavljena ena osnovna varnost tudi v družbi, a ne? S tem mislim čist fizično varnost, zato da lahko živimo pa delamo in tudi socialno varnost, varnost na starost in tako naprej. Solidarnost je pa tak del tega, ampak spet zdrava solidarnost, da res se pomaga tistim, ki ne morejo sami zase poskrbeti. Tisti, ki je pa zdrav, pa dela z možem, pa naj prevzame odgovornost in naj prispeva. Ampak najprej nas čakajo prazniki, upanja nam ne manjka, bomo lahko izpregli, upam, da tudi ti, jaz se ti zahvaljujem, pa še na koncu ena predbožična misel. Ja, prazniki so prazni, če jih ne napolnimo. Tako da želim tebi, tvoji družini, vsem gledalcem, ki naj jo gledajo, da bi te praznike dobro napolnili. Jaz svojo družino si bom vzel veliko trenutkov, več kot do sedaj, zato da bomo skupaj, ker tudi vsi smo malo starejši, pa je več tega za ovrednotiti. Vse sem že rekel, mi se bomo tudi poveselili ob rojstnih dnevih in želim predvsem vsem, da doživite to, če ste doživljali samoto, da bi zdaj doživeli tudi družbo nekoga, ki vam je blizu, da bi se ljudje obiskali, da bi opazili sočloveka, da bi se spomnili na tistega, ki že dolgo niste obiskali. Tisti, ki praznujemo Božič še v smislu rojstva Jezusa Kristusa, vam pa želim res, da bi občutili to polnost, kako lepo in posebno je, da lahko imamo tudi Boga tu med sabo, da nam kaže s svojim zgledom in živi našo izkušnjo tako, da vidimo, da je možno tudi drug drugega imeti rad, ljubiti drug drugega, ponuditi roko, pomagati in pravzaprav iskati dobre poti do ljudi. In želim vsem blagoslovljen Božič, vse dobro v novem letu in da bi skupaj držali.
Hvala ti.